Dajva se fokusirati na mlade fante. Ja. S tem imam tudi najbolj stika, ne? Pa mi pišejo, pa vidim v bistvu nekako pogled, dobivam v družbo, koliko je drugačna, ko sem jaz bil recimo 20 let star. Ne? Kaj je po vašem mnenju največji izziv teh mladih fantov v 21. stoletju? Če dekleta vprašate, ne, se pravi, neka zrela dekleta pravijo, fantov ni več. O tem vprašanju Zupančič govori, ki so ga popolnoma zradirali, se pravi, ga se v javnosti več ne pojavlja, ga niti ne vabijo in tako naprej. Zakaj? Ja, njegove teorije, njegov odnos do vseh teh modernih pogledov je takšen, da ne sme biti več v javnosti, ker je to sovražni govor, ker je to feministični. Razumem, okej. V tem kontekstu, kar jaz zdaj govorim, je sovražni govor. Dobro, tukaj nimava teh težav, ker smo neodvisni. Jaz sem tako star, da mi je popolnoma vseeno, kaj si mislim. Super. In tudi nisem nevaren njim, v nekem smislu. Tako da te mladi fantje pravzaprav nimajo možnosti v takšne moške se razvijati kot klasične, kot sem videl govoriva. A zdaj te nove teorije to podpirajo. Že Vesna Godina, ki je ženska, ki je bistra in tako naprej, je v eni kolumni pisala, da se pravzaprav moške kriminalizira. Njihova seksualnost se kriminalizira z gibanjem Me Too in tako naprej, s tem feminizmom radikalnim, zdaj se pojavlja. Političnim. Potem gejovskim lobijem, lezbičnim, ki vse to zadeva, ki je danes človekova pravica in tako naprej, ki se o tem govorijo. In Bog var, Orban, naprimer, z njegovim zakonom, vsa Evropa je bila skočila, pa mu dajem tukaj prav, da zaščiti in otroke in tako naprej. Ampak pustimo, da damo na politiko, ampak gre za normalno neke. In tukaj seveda fantje se ne morejo razviti v fante. Prvič govori tukaj Boštjan Zupančič v svojih knjigah, prva od suhih krav, druga od suhih krav, Tembacu in tako naprej, o tem o pesticidih, se pravi na biološki ravni. Tukaj so pesticidi tisti, ki pravzaprav onemogočijo maskulinizacijo fantovskih možganov že v fetusu. Se možgani fantovski sploh ne morejo razviti. To je znanstveno, več ali manj o tem govorijo, ne sam Boštjan Zupančič, ko se norca dela z njega, ampak tudi že znanstveniki, biologi govorijo o tem, da moški spermiji pravzaprav zginevajo oziroma ni več moči oploditi jajčec. Tega vedno več in vedno več je umetnih oploditev, se pravi, niso sposobni več oplojati. Na tem biološkem nivoju ta moč moška zgineva. Da govorimo o drugih, ker postajajo pravzaprav metroseksualci. Se pravi, ta ženski princip in tudi način obnašanja, vedenja je popolnoma feminiziran. Dava par primerov. Se brijejo, depilirajo, ne samo brijejo normalno, da se človek brije kot moški, ampak depilirajo, nohti, obrvi, trepalnice se mažejo in tako naprej, pomade, kreme, unisex moda. Človek ne ve več, a je moški, a je ženska, ko ga zagleda in tako naprej. Tudi način obnašanja, tudi v odnosi do deklet, oni prijateljujejo z dekleti, narekovajo, ker ni nič slabega, ampak njim, kot govorim, kot večkrat provociram, na misli jim ne pride, da jih bi pod rjuhe zlekel. Ta testosteronska moč zgineva, ta moškost zgineva. Tukaj je problem na eni strani biološki, na drugi strani pa sociološki, družben. Se pravi, ni več vertikalne avtoritete. O tem že govori, da mi šel ven njegov ime. Peterson? Ne, Peterson tudi kot konzervativen, se ga imajo v želodcu, ampak hoderja. A je še živ? Neki italijanski, Luigi Zoja, italijanski jungovski psihoanalitik, je go že pred leti je napisal članek v naših razgledih, še je bilo to že leta nazaj, vi tega ne poznate sploh, da pravzaprav vertikalna avtoriteta je ni več, zgineva. Se pravi, Bog oče v nebesih je zginil. In samo še ženski princip velja. In otroci so ženskam dodeljeni ob razvezah, razveze pa vedno več. In jih matere vzgajajo brez očeta, brez tega moškega principa. In fanti se ne morejo identificirati z moškim principom in z moškim, in so vedno v vlogi matere in jih se pravzaprav pomehkužijo, poženščijo in tako naprej. In ne morejo postati moški kot takšni. In ker ti ni vertikalne avtoritete, se pravi, tudi ne morejo fantje razviti svoj moralnega čuta, tako kot se spodobi.
In ta moralni čut, enkrat sem tudi govoril na intervjuju, pa tudi Župančič temu govori, vodeb temu, govori o temu, Freud, pravzaprav ni nekaj, kar je izmišljeno, ampak o temu Freud govori o svojem razvojnem, se pravi preko Oedipovega kompleksa, ki je univerzalen, ki ga priznavajo tudi, se pravi, te nove teorije ne govorijo o temu, da Oedipovega kompleksa ni, se oblikuje moralni čut in tega ne gre brez vertikalne avtoritete. In te avtoritete ni več, ker očeta ni več, ker je izrinjen. In tudi družba ga izrinja. Današnja družba očeta izrinja. Se pravi, vrednote, kot so družina, kot so, pustimo zdaj tudi postmoderna, nekaj govori Šantaleva, govori francoska filozofinja v knjigi Sovražnost do sveta. Natančno opredeli, kaj se dogaja v današnji družbi in tudi posledica. Se pravi, družina ni več pomembna. Oče in zrinjanje očeta je tukaj pravim, je tisto, ki je problematično. Nima nobene vloge več. Nobene vloge v družini in tukaj je mati tista. Ne? Oziroma sploh ni več važen, pravijo danes. Ne? Oče ni več važen. Ne? Vse nas sta dva očeta ali pa dve mame. Ne? Ravno tako je dobro za otroke, ker je absurdno. Musek, znani slovenski psiholog, je najbolj razgledanih ljudi, ampak se nekaj dosti v javnosti pojavljal, da je pa v penziji. Je rekel, nobene relevantne raziskave še ni vzpostavljene do zdaj in tudi ne more biti, ker ni dolge longitudinalne študije, 20-30 let, da bi te otroke, ki rastejo v homoseksualnih familijah, videli, kaj bo z njimi, ko bodo stari 30, 35, 40 let. Takrat bomo še lahko govorili, ali so posledice ali niso. In vam se zdi tveganje preveliko? Preveliko, nedvomno. Tudi jaz sem prepričan, trdno, brez očeta, glede na izkušnje, glede na stotine in stotine in stotine ljudi, ki so bili pri meni, kaj je bistvo in kakšno je hrepenenje vsakega človeka. Po očetu in po materi. Po očetu, ne kot drugi materi, ki je oče, ampak očetu kot biološkem moškem, ki bi neke stvari v življenju moral napraviti in da jih popelje v ta svet, o katerem sem prej govoril. Je to osnovno hrepenenje človeka. In to nekaj naravnega. In to, kar se zdaj dogaja, ni več naravno. In tudi mladi so zmedeni, veste. Dejansko nimajo več te moči. In ker niti vertikalne avtoritete se ne morejo oblikovati. Fantje se ne morejo v fante oblikovati v tem starem načinu, konzervativnem, kot jaz razmišljam, ko sem že star. In pač svet gre v neko drugo smer, kam pa gre pa vprašanje, veste. To me zelo skrbi, kaj bo z tega. Za celotno evropsko in zahodno populacijo. Kam to pelje? Spravi neka kriza moškosti, lahko rečemo, ali pa tega principa moškosti? Kriza moškosti in kriza družbe, ne samo moškosti. Posledično, seveda, to je pol družbe. Kaj pa lahko nekdo, recimo nek mlad fant, v bistvu naredi, poleg da si neha briti noge, kaj ne, resno tako na psihološkem nivoju, pa v svojem osebnem življenju, ne? Zdaj živi v taki situaciji in zdaj... Če je živo v normalni družini, jaz govorim o stari normalni družini, potem ne bo problema. Zato je redko, ne, normalno je večina. Mislim, v tej družini so bili jasno postavljeni oče, mama, jasno vloge razdeljene, tako se spodobi, je bil predmet identifikacije oče, sinu, hčeri, mati in tako naprej. Ko je šel lahko v svet, tako kot se spodobi, da se je osamosvojil ta prav čas, da je ta moralni čut oblikoval in tako naprej, potem ni problema. Ne, recimo živi doma. Današnji čas je problem tem, da se ljudje pravzaprav, ni več nevrotikov, govorimo v tem smislu, ampak imamo samo še mejne primere. Vedno več je osebne problematike na tem mejnem področju, včasih smo psihopati rekli. Dejansko se niti razvojno ne pridejo do faze, da bi lahko nevrozo razvili, ampak samo govorimo, ko sem prej govoril o narcistični družbi. Se pravi, razvoj se ustavi pred razrešitvijo Oedipovega kompleksa. In z tega prihajajo pač patološke osebnosti. In tega je vedno več. In tudi psihologi o tem govorijo, da se ta klinična slika menja. Zadnjih 30 let se zelo, zelo menja in imajo opravka samo še za temi ljudmi. Te ljudi so pa problem, so lahko zelo šarmantni, zelo so bistri lahko in tako naprej, vendar moralnega čuta nimajo. Čuta odgovornosti. In vedno so krivi njihovih težav drugi okrog sebe in ne morejo sebe izhajati. In zaradi tega so tudi, ne morejo težko, da bi karkoli v kakšni psihoterapiji uspeli. Analizabilni, temu rečemo. To je današnja družba motenih ljudi. To je tragika, ki jo jaz vidim. Celotna družba gre v tukaj. Ampak tukaj se pač takšen čas je.
To ne bomo spremenili, zdaj lahko jokamo na tem in tako naprej. Ampak v celotnem družbenem kontekstu bomo to težko spremenjali. V kontekstu posameznika. Familije, Aha. posameznika pa se da. Če imaš ti neko dobro osnovo, kot otrok izhaja iz nekih korektnih odnosov očeta in matere, da je to srkva, njihova ljubezen, dober odnos in tako naprej, da je v tem živo, se to je v bistvu vzgoje, da se ima ta starša rada, da nista preveč groba z otrokom, da ga ne zlomta in da ga ne razvadta. Danes govorimo o razvajnih generacijah otrok, ki so starši negotovi, ne vejo kako in kaj, ne zaupajo sami sebi, kako bo otrok se ob starši, ki so negotovi, razvil v neko gotovo, zdravo, zrelo osebo, ki bo lahko zaupal drugem človeku, svetu in tako naprej. In seveda je tukaj ta proces težaven. Kako pa začeti ta proces? V družini, individualno, se pravi, v družini pa jaz lahko z svojo ženo napravim pogoje za optimalen razvoj svojega otroka. Ker bo preko zgleda mojega življenja on lahko vstopil v svet. Če pa tega ni, pa ne bo mogel. In bo lahko hiter plen postal raznih novih teorij. Lahko hitro je odprt za tega, da na primer si spol lahko zberem sam. Pa danes sem to, jutri sem to, tako ko se počutim, to sem. Zelo hitro, ker ga to neprestano mu to pravzaprav podtikajo, da je že v vrtcih in tako naprej. In že v vrtcih se pričakuje, da bodo fantki se obnašali kot punčke. Igrače za vse enake, barve za vse enake, vse je enako, enaki smo, enakost spolov se govori, ne enakopravnost, enako vrednost, ampak enakost spolov, kar je biološko absurdno. In tukaj zdaj že se pričakuje, družbeno se pričakuje, da bodo fantki pridni kot punčke, tudi v šolah kasneje. In zdaj imamo en kup poplave ADHD sindroma, fantov, ne deklet, fantje. Gre pa samo za to, da so normalni fantje, ki so testosteronska bitja in ne more 5-6 ur sedeti na mer. In je hitro označen za problematičnega, vedensko problematičnega in ga Ritalin ruknejo oziroma ne vem kaj in dobi diagnozo ADHD-ja. Je pa samo normalen poba. Za moje generacije ni bilo enega ADHD-ja v šolah. So bili malo bolj problematični, ki bi bili zdaj globoko na Ritalinu oziroma ADHD-jevci. Da bi vsak to drug že skoraj. Kam smo prišli? Ampak vzrok je nekje drugje, da se pravzaprav ta družba tako spreminja, da ta moškost se umika z našega življenja, se jo umika z našega življenja in to ni več dovoljeno. Ni več zaželjeno, da so fantje, ko so testosteronska bitja, ki se morajo stepsti med sabo, ampak tukaj gre za ničelno toleranco do nasilja, ampak otroci se morajo med sabo zgarbati, fantje. Morajo postaviti pozicije. In nič hudega, če se stepijo tam zadaj za vogalom. Pameten učitelj se ozre preč. Ne pa, da potem od socialnih delavk do zbobnajo skupaj policije, vsega skupaj. In kako se ne potem fantje razvijajo normalne moške, če v takšnem okolju živijo?